Dober dan, to je N1 studio. Tokrat ponovno s terena. Kot vidite, smo v Državnem zboru, kjer danes poslanke in poslanci med drugim odločajo o dveh zakonskih predlogih za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu ob energetski draginji. Opozicija svari, da je pomoč premajhna, vlada in koalicija pa odgovarjata, da je to šele začetek in da obsežnejša pomoč šele prihaja. Ob sebi prav lepo pozdravljam današnja gosta, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo iz vrst Socialnih demokratov Matjaž Han. Dober dan. Dober dan. In poslanec Nove Slovenije iz opozicije, gospod Jožef Horvat. Dobrodošli tudi vi. Dober dan. Če začnemo midva, gospod minister, zakaj ta prva pomoč gospodarstvu v bistvu samo v tej višini 40 milijonov letos, ne? Premier Golob pravi, da bo za pomoč gospodarstvu samo prihodnje leto treba dati do milijardo, ne? Ampak težka bosta že letošnji jesen in zima, ne? Zakaj torej nekaj od načrtovane milijarde morda gospodarstvu ne date že v tem letu? Najprej lepa hvala za povabilo, lepo pozdravljam mojega kolega. Najprej zelo iskreno. Mi smo ta zakon pisali skupaj z gospodarsko zbornico. Jaz kot minister se zavedam, da lahko samo z gospodarstvom rešujem probleme gospodarstva. Na podlagi ankete gospodarske zbornice, ki je naredilo pred parimi meseci, smo mi šli pisati ta zakon, kjer najprej moramo vendarle ugotoviti, da 70% gospodarstva ima v letošnjem letu še, hvala Bogu, zakupljeno električno energijo pod nekimi drugimi pogoji, kot so zdaj na trgu, in plin. 30% seveda pa kupujejo na tako imenovani dnevni borzi. In ko smo mi med poletjem ta zakon pisali, smo seveda ugotovili, da bi lahko za ta zakon, kjer se bo subvencionirali 30% cene, če bo cena presegla dvokratnik na lansko leto, smo mi ugotovili in tudi izračunali, da bo to verjetno zadostovalo za 5000 podjetij, to kot bom rekel so v ta moment v težavah, in 40 milijonov, včasih smo, 2 meseca nazaj smo ugotavljali, da bo še bistveno manj potrebno. In to govorimo samo za letošnje leto. Samo en podatek bi rad dal. Sem si prav spisal en podatek, ki je zelo zanimiv. Mi smo v avgustu, je bila električna energija še 500 evrov, pa že takrat je bila nenormalno draga. V 2 dni nazaj je ta električna energija seveda zanihala tudi na 800 000 evrov, zdaj je padla na 600. Zato so se mogoče te cene povečale. Tako da letošnje leto bo to zadostovalo za pomoč, naslednje leto pa absolutno ne. Zato se zahvaljujem, da je Nova Slovenija da tudi nek amandma, mislim, da za kmetijstvo, ker ga bomo absolutno sprejeli. Bom pa tudi potem povedal, zakaj ga nismo mi v prvoten zakon zapisali. Tako da med sabo moramo ta moment sodelovati, gospe in gospodje, drugače ne bo šlo. Bomo o kmetijstvu, ki je tudi zelo pomembna dejavnost, morda kakšno besedo, gospod Horvat, rekli kasneje, ampak najprej morda odziv na to, kar pravi gospod minister, torej, da se razmere ves čas spreminjajo in da bo teh 40 milijonov pa vendarle za to prvo leto dovolj, vi pa v to ne verjamete, pravite, da je to premalo. Ja, mi seveda poslušamo slovensko gospodarstvo in od tam smo se naučili in dobili tudi izračune, da je ta, v redu, če je prva pomoč, da je preniska. Poleg tega pa ne smemo pozabiti, da bo izplačilo šele čisto na koncu leta. Ampak kar je ta trenutek z političnega aspekta ključno, mi se nahajamo v eni krizni situaciji, naslednje leto, to smo včeraj na odboru poslušali, bo dramatično težko. To so besede predstavnika vlade. In v tem kontekstu je danes slovenska politika in tudi evropska politika postavljena pred test zrelosti, pred test modrosti. In to je ključno. 24. aprila so volivci rekli, KUL-u dovolj je, KUL se je razsul, ker KUL ni bil konstruktivna opozicija. Mi tukaj držimo eno čist drugačno pozicijo, konstruktivne opozicije, zato se zavedamo tudi naše naloge. Ni samo vlada najbolj pametna, ni samo vlada najbolj izkušena, tudi mi imamo dobre izkušnje iz zadnjih 2 let in pol, ko smo bili v vladi, in zato mislim, da bodo najboljše rešitve tiste, ki jih bomo snovali skupaj. Kar mene skrbi in boli je to, da ta zakon za pomoč gospodarstvu iz naslova državnih pomoči koalicijsko ni usklajen. Zato bom jaz prosil mojega nekdanjega kolega, zdaj ministra Matjaža, da vendarle on, izključno on,
vi, kolega Matjaž, vodite gospodarsko politiko in da zraven ne pustite levice. Ker zdi se, ne, da je velik vpliv levice pri ekonomski politiki in strani njihovih poslancev celo slišimo in dobimo vtis, da se pravzaprav kriminalizira gospodarstvo, tiste, ki ustvarjajo, ki so podjetni in tako naprej. In to ni prav. Gospod minister, v Levici zahtevajo, pričakujejo, da podjetja, ki bodo prejela to pomoč, potem ne bi smela odpuščati. Ali drži, da to, kar pravi gospod Horvat, da stvar ni koalicijsko usklajena in ali boste pristali na to zahtevo ali pričakovanje Levice, to, kar sem ravnokar vprašal? Če kaj sem se naučil, da vsaj na tej funkciji ne želim politizirati. Najprej jaz sem ta zakon seveda z vsemi zbornicami uskladil, potem sem ga predstavil na ekonomskem socialnem svetu, tako so sindikati in delodajalci imeli še nekatere pripombe, ki jih seveda nekatere smo upoštevali, naprimer od sindikatov in od gospodarske zbornice, da firma, ki je v prisilni poravnavi, bo seveda v prvi fazi ni bila noter zapisana, zdaj bo pa lahko dobila pomoč, to smo jih upoštevali. Pri vseh teh zadevah, kar se tiče pa zaposlenosti, ohranitve delovnih mest, vsi mi si želimo, da bojo delovna mesta ohranjena in eno stvar vam povem, ta moment jaz ne vidim gospodarstva kot špekulativne ali pa ne vem, ne bodi ga treba slabe gospodarstvenike, enostavno je situacija takšna, da je treba prvič hitro ukrepati in od danes naprej tudi na nek način opozarjati Evropo, da Evropa, ker ta moment trg električne energije ne deluje, da bo spustila države, da bojo lahko na nek način regulirale cene, zamrznile cene električne energije, ker drugače imamo lahko mi ne vem kakšne zakone, enostavno države finančno ne bodo zdržale. Tako da jaz pozdravljam in vzamem vsako predlog kot dobronameren, edino eno razliko imam glede na to, da smo dolg kolega, zdaj sem jaz na tej strani, kjer moram gledati, če proračun, prej bil pa gospod Horvat in smo imeli mogoče samo kontraduele, samo vse pa slišimo. No, ampak kaj pa ta predlog Levice? Torej, to bo zdaj koalicija podprla ali ne? Bo to vključeno? Ne. Noben predlog, ki je amandmiran ta moment, ne bo podprla. Povzeli smo zdaj amandma za kmete, se pravi, problem je bil, ne vem, firma, ki dela luštrek, ki se ukvarja z, oziroma Lušt, ja. Tako da smo to zdaj na nek način uskladili. Zakaj jih nismo dali prej noter? Zato, ker je kmetijstvo tudi rekel, da bo šlo svojo shemo noter. Ampak zdaj smo tako naredili in mislim, da... In ta amandma bo dobil podporo, če sem pravilno razumel. Lahko samo poveste, gospod Horvat, v katero smer gre ta amandma, kaj omogoča, kaj prinaša kmetom? Tukaj moram izraziti hvaležnost ministru, da je prisluhnil nam, Novi Sloveniji, ki smo pravzaprav bili edini glasnik slovenskega kmetijstva v tem zakonu, pa smo tudi to sicer. Gre za to, da dobijo pomoč tisti kmetijski proizvajalci, ki so pravne osebe, oziroma tisti kmetijski proizvajalci, ki so fizične osebe in so povezani v zadruge. To se mi zdi dobro in računam na ministra in vlado, da bo po tej smeri, po tej shemi vlada ravnala tudi v prihodnje, ko bo šlo za državne pomoči. Bi pa bil zelo vesel, glede na to, da mi imamo enotni gospodarski trg, evropski enotni trg in glede na to, da je Evropska komisija postavila okvir državnih pomoči gospodarstvu, tudi torej kmetijstvu, ki ni izločeno v tem okviru Evropske komisije, bi bilo dobro, da mi poskušamo v skladu s svojimi zmožnostmi dejansko gospodarstvu maksimalno pomagati. Če do danes seštejemo, koliko je gospodarstvo dobilo, je to okrog 300 milijonov, visoka cifra, ampak v Evropi smo na repu. Na drugi strani, ponavljam, imamo enotni trg in moramo se zavedati, in to minister ve, da danes za konkurenčnost gospodarstva ne skrbijo samo gospodarske družbe, ampak in predvsem države. In tu je vladna ekonomska politika države izjemno pomembna. En medklic, mogoče bo čudno, ampak moram tukaj Ministrstvo za kmetijstvo, gospod Šinko, to bom rekel izpostaviti. Gospa Šinko je na vladi absolutno izpostavila zadruge in ta del, ampak se veste, takrat smo šli kot vlada drugačko, tako da ona se je borila za to,
Jaz sem hvaležen, da je prišel zdaj do tega amandmaja. Niti ni pomembno, kdo ga vloži, pomembno je, da bo sprejet. Se pa strinjam, zdaj mora Slovenija z vsemi svojimi močmi nastopiti naspram Evrope in na koncu koncev se postaviti za sebe, za svoje gospodarstvo. Zakaj pa vi pravite? To se pa strinjam. To se pa strinjam. Slovenija je del EU, Slovenija ima člana Evropskega sveta, slovenski ministri sedijo v svetu EU in tam je potrebno biti zelo glasen. Veliko stvari imamo danes na evropski ravni odprtih, kar se tiče evropske zakonodaje, ki bodo lahko usodnega pomena za slovensko gospodarstvo in kmetijstvo. O tem morda kdaj drugič. In tukaj imamo eno veliko srečo ta moment, ko se bo gospod predsednik vlade oglasil na svetu Evrope in vem, da se bo njegova beseda, kljub temu, da nas je samo 2 milijona, ima absolutno težo, ker vejo, da je eden večjih strokovnjakov za. Zakaj vi v Novi Sloveniji pravite, gospod Horvat, da vlada zavaja pri sklicovanju na evropska pravila pri državni pomoči? To so bili prvi signali vladnih predstavnikov, lahko pogledamo klipinge, to se nismo mi izmislili. Ko je zakon prišel v državni zbor, se je oglasilo gospodarstvo, vlada je nekako spuščala signale v tem smislu, mi bi izdatneje pomagali, ampak Bruselj, beri ta okvir Evropske komisije nam to ne dovoli. Ko smo mi šli ta okvir študirati, ne na zadnji okvir je Evropska komisija postavila meseca marca, potem je videla, da so zadeve bistveno bolj resne, zato ga je julija razširila, dvignila plafon, ni nobene formule v tem okviru in tako naprej in tako naprej. In tukaj pravim, v okviru naših možnosti proračunskih bi morali izdatneje gospodarstvu pomagati. Mi še najbrž nič zamujeno, morda, to bo minister bolj vedel, bomo letos dobili še kakšen paket, ampak danes je slovensko gospodarstvo v enem naletu, hvala Bogu, imamo dobro gospodarsko rast, dobro zaposlenost, prilivi, davčni in ostali v proračun so dobri, so nadpričakovani in to kondicijo zdaj moramo držati. In to je naloga politike in to je dejansko smo na nekem testu politične zrelosti oziroma politične modrosti. Ključno. Zakaj je enačba? Mi imamo ukrep 2.1 in 2.4, se pravi enostaven, poseben in ta tretji ukrep, ki gre za gospodarstvo, za intenzivno panogo, se pravi tisti, ki porabi velike elektrike. In tisti bo dobil več kot 50% sofinanciranja tega deleža, tisti, ki je pa v stečaju, oziroma ki bo imel, ne stečaju, ki bo imel izkazan, da ima minus, v svojem računovodskem izkazu, bo pa dobil celo do 70%, limitirano je pa res do 2 milijona. Tako da ključno je, da smo hitro odreagirali, da imamo predvidljivo okolje. In kaj še eno stvar bi jaz rekel, glejte, vsak dan sem na terenu. Ne zato, ker mi je fajn hoditi po terenu, ampak zato, ker res želim se prepričati, slišati, kaj govori gospodarstvo in gospodarstvo, delavci, država, vlada, poslanci morajo ta moment skupaj sodelovati. In jaz se bom k tem trudil in vem, da tudi se Jože. Še pogled naprej, danes poslanci odločate tudi o bonih za najbolj, oziroma voucherih, nekako zdaj temu rečemo v novi vladi, ne vemo, za najbolj ranljive, okoli 63 tisoč jih je za prejemnike socialnih pomoči, sicer to ni zdaj direktno vaš resor, pa vendarle me zanima, tu gre minister za pomoč najranljivejšim, kaj pa tistim, ne vem, s povprečnimi dohodki, s povprečnimi plačami, ki bodo vendarle morali zdaj jeseni po zimi plačevati po par 100 evrov za ogrevanje, za elektriko in tako naprej. Ali pomoč prihaja tudi za te, ki morda niso med najbolj ranljivimi in kakšna bo? Jaz vem, da sem zdaj v drugi funkciji, ko sem bil poslanec in da je mogoče kak stavek zdaj težje izgovorim, kot sem ga izgovoril kot poslanec, ampak eno stvar moramo vedeti, da ko, bom rekel, transformiramo denar med ljudi, zmeraj ena skupina žal izpade. Zdaj moramo res se sfokusirati ciljno in ne smemo pozabiti predvsem tiste ljudi, ki imajo malo več kot minimalno plačo, ne vem, ko imajo 1200 evrov, pa 1100 evrov neto plače in pade iz vseh transferjev ven. No in ti niso zdaj zajeti še. Seveda, in nekateri, ki pa že tako jim učitamo marsikaj, dobivajo pa v bistvu vse. Edino, kar smo mi naredili v redu,
ceno elektrike in plina s 1. septembrom smo ga za gospodinjstvo, to morate vedeti, smo ga na nek način ustavili, regulirali, tako da se približno ve, po čem se bo elektrika in plin, oziroma se točno ve, po čem se bo elektrika in plin plačevala, tako da iz tega naslova smo že rešili zadevo. Tudi za malo podjetništvo, tisti, ki imajo priklop, mislim, da je 86 kW, smo ceno zaustavili s 1. septembrom, tako da oni tudi vejo, in to smo 100 000 malih podjetnikov in obrtnikov na nek način rešili. Bo še kaj tudi za... Jaz zdaj letim, se opravičujem, zdaj grem zopet na nov sestanek k predsedniku vlade. Ja, na dnevni bazi zadeve rešujemo, vendar, zadnjič sem bil na srečanju z opozicijo, pa je tudi gospod Janša rekel in vsi, ki so bili tam, svoje more oddelati Evropska komisija. Naša naloga pa je, da Evropski komisiji, ne glede to, da nas je 2 milijona, jasno povemo, da je tudi v Sloveniji uspešno gospodarstvo, da tudi v Sloveniji živijo Evropejci in da moramo imeti pravila igre za vse enako. Ja, to je tudi premier Golob verjetno v ponedeljek na Bledu povedal predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen. Gospod Horvat, kakšna so vaše pričakovanja tu, glede tega, kar sem vprašal ministra, kdaj še pomoč, ker ko ste bili vi v vladi, ko ste bili vi koalicijska stranka, ste nekako dajali pomoč vsem. Bone za turizem smo recimo vsi dobili, tudi za druge stvari se je dejansko delilo vsem. Tudi tistim, ki niso potrebovali. Turistični boni, to moramo razumeti, turistični boni niso bili reševanje posameznika, ampak niso bili instrument socialne politike, ampak reševanje turizma, seveda. Ekonomske politike. Glejte, najprej, danes imamo 3 zakone, vsi grejo v smeri neke pomoči. Gasilcem, tistim, ki so na socialnem robu, in gospodarstvu in kmetijstvu. Nova Slovenija bo podprla vse 3 zakone. Prvi, za pomoč gasilcem, 1,5 milijona, no ja, morda je ta zakon zaradi tega, da se na nek način nevtralizira nerodna izjava gospoda predsednika vlade, ki je povedal, da bodo prostovoljci gasilci dobili neko nadomestilo. Moj bog, prostovoljci delajo prostovoljno. Gasilci, ki pa so na intervenciji, pa že po zakonu o gasilstvu, ki smo ga mi sprejeli po 7 letih, pa že dobijo nadomestilo. Tako da, gremo naprej. Kar se tiče vprašanja, o katerem je gospod minister govoril, tu se mi zdi, da je res ta zakon o pomoči najranljivejšim skupinam res normalno je pisala Levica, torej Luka Mesec in njegovi sodelavci. Res je, pozabilo se je na tiste, ki hodijo vsak dan na šiht, kot se temu po domače reče, in 2 recimo zakonca, starša, imata 4-člansko družino, oba na šiht, oba imata minimalno plačo, ta ne dobita nič. In tu je problem, Tu je problem in spet na nek način vidimo, da se zapostavlja tiste, ki delajo, ki imajo čudno navado zjutraj ob 5 vstati in ob 6 biti na šihtu. In danes k temu, kar ste vi rekli, dodajam še cene šolskih potrebščin, jutri se začne šola. Tu se enostavno te postavi v bran, druge, ki pa seveda iz takšnih drugačnih razlogov ne morejo delati, država mora biti socialna, sočustvujem z njimi, pa da samo te gledamo, pa ni prav, ni prav. Kar se pa gospodarstva tiče in kmetijstva, ima podporo Nove Slovenije ta zakon, žal mi je, da nima podpore koalicijske Levice. Ja, o tem se bomo... Jože je v formi. Hvala, spoštovana gosta, za vajino današnje gostovanje, gospod minister Han, gospod poslanec Horvat, najlepša hvala za odgovore in bomo seveda vladne ukrepe spremljali in ocenjevali in komentirali z gosti še naprej. Za danes pa hvala in hvala tudi vam za vašo pozornost. Seveda spremljajte še naprej našo spletno stran n1info.si, kjer najdete vse zadnje informacije tudi o vladnih ukrepih in pomoči. Iz Državnega zbora pa le še lep pozdrav in nasvidenje.